Gospod Janković, vas je Milorad Dodik izdal, ko je pozval Srbe, ki živijo v Sloveniji, da glasujejo za Janeza Janšo, glede na to, da ste vi dober prijatelj z njim in podpirate Roberta Goloba. Ne bi rekel, jaz še vedno stojim pri svojem stališču, da vsak ima pravico do svojega mnenja. Zdaj, če že to greva na to primerjavo, že v vaši napovedi, jaz nisem rekel, da ne odobravam, ampak da ne komentiram odločitve vlade Roberta Goloba o vprašanju Dodika, da bi pa jaz drugače naredil. Jaz sem Dodika podprl na volitvah za predsednika države, ker sem smatral, da je dober, bil sem dol, se z njim po sliku in to je to. On ima pravico, da poziva, da volijo Janeza Janšo, ampak jaz še vedno ostajam podpornik Roberta Goloba, ker mislim, da je izjemen predsednik vlade in da so v zadnjem letu in pol naredili ogromno dobrih stvari. Bova potem še v nadaljevanju, gospod Janković, še ostaneva še malce pri Miloradu Dodiku. Ampak, a se vam vseeno ne zdi, da vas je s tem pozivom postavil v neroden položaj? Glede na to, samo da dokončam misel, glede na to, da je takoj obrnil ploščo. Takoj, ko je dobil prepoved vstopa v Slovenijo, je obrnil ploščo in pozval, kljub temu, da sta prijatelja, volite Srbi, ki živite v Sloveniji, Janeza Janšo, ne pa več Roberta Goloba. Takoj, ko mu nekaj ni bilo po godu, je obrnil ploščo. No, ampak tudi jaz ne vidim, da je on prej podpiral Roberta Goloba. Nisem nikjer zasledil slišal. Ne, gre za to, da on ve, da vi podpirate Roberta Goloba in sta prijatelja. In prijatelja ne pustiš na cedilu. A ne, se pravičujemo še enkrat. Jaz sem lahko prijatelj tudi tistimi, ki različno mislijo. In jaz spoštujem vsakega mnenja, živimo skupaj, spoštujemo različnosti. Moja zgodba z Dodikom, mi smo tam doživeli eno veliko nesrečo pred 3,5 desetletji in jaz ne želim, da bi se to ponovilo. Moram povedati, da v tem norem svetu, in svet je nor postal, kjer padajo bombe na vseh koncih, tudi v nevrščenih državah, ne bi rad, da se to še enkrat ponovi. Ne bi rad zaradi Navcev in moje stališče in tudi moja, bom tudi povedal, kaj sem naredil, danes popolne že. Moje stališče, moja reakcija, da iščem, da bi vse države šle v Evropsko unijo, da bi tu bil mir. Po vsem tem, kar se me zdaj vprašal, če nimate mnogo vprašanja glede Dodika, jaz sem popoldne poklical Dodika, sva se slišala. Kaj ste mu dejali? In sem mu sporočil, da je moja prošnja, da prekliče to prepoved predsednici države in zunanji ministrici. Kaj vam je odgovoril? Bomo videli, ne kaj mi je odgovoril, kaj bo naredil. Počakajmo še par dni, da vidimo, kaj bo naredil. Ampak zakaj sem to naredil? Vi lahko veste, kako odnose imam jaz z, bom rekel, zunanjim ministrom, kakorkoli. Ampak poanta je naslednje. Ena prepoved, na drugi strani 2 prepovedi. A zdaj čakamo v Sloveniji 4 prepovedi, pa pol 8. Ne pelje nikamor. Mi rabimo sodelovanje. To je naš naravni teritorij, ker se dobro razumemo. Če sprašujemo ljudi z obeh koncev, imajo izjemno dobre odnose. Če gledamo drugo zadevo, kam grejo Slovenci z decembra. V lanskem letu največ Beograd, Banja Luka. To je vse res, gospod Janković, ne samo, gledajte, sodišče je odločilo, odzelo funkcijo Miloradu Dodiku, on to ignorira, vi pravite, da odločbe sodišč spoštujete. Sej on v bistvu pravno formalno sploh ni več na tej poziciji. A se vam ne zdi, da s tem, ko ga kličete, da mu še vedno priznavate status, ki ga pravno formalno več nima? Ne, pravno formalno ga nima, ima pa velik vpliv, kaj se bo zgodilo tam, ne vem, pa še enkrat, da to v izhodišču razčistimo. Jaz nikoli nisem komentiral sodbe sodišč. Tudi takrat, ki nisem dubo, oziroma ki je vrnil na prvi postopek. Pač to je edini kraj, ki lahko dosežem pravico. Se ravno zato je bilo to moje podvprašanje, ker vi sodbo ne komentirate, gospod Dodik pa je ne upošteva. Razumete? In vi govorite o tem, da jo upoštevate, vaš prijatelj pa to ignorira. Vsak o sebi odloča. Bom 2 primera dal. Jaz sodbe sodišča v Sarajevu nisem komentiral. Zame je sodišče sveto. Bom drugače dal primer, ker ste prej omenil, ko se pogajal Janeza Janšo. On je tudi podpisal z enem pismu nekih pomembnih ljudi v Sloveniji, ki predlagajo, kako se bo situacija izboljšala. Med drugim je tudi tam neodvisno sodstvo. Pa zdaj, če govorimo
našem kandidatu, ne, ki bo šel na te volitve, neodvisno sodstvo si to tako predstavlja v Celju, ko reče hvala svojim privržencem, to je vaša zmaga. Jaz sodbe sodišča nisem komentiral, tudi ne bom. Zame sodišče edino, ki lahko dosežeš pravico, tudi v Bosni. Ampak ravno to sodišče gospoda Dodika razrešilo. Se mi zdi, da mu on v resnici pravno formalno sploh ne mora prepovedati naših zunanjih ministric in tako naprej. Absolutno je vela. Sem pa komentiral Šmida, visokega komisarja, ki je bil v Bosni in Hercegovini, ki je za moj okus najslabša možna izbira, je računovodja, birokrat, tak par excellence, ne, in njega primerjam s to njegovo odločitvijo. Visoki komisar je odločil, da več ne moreš biti predsednik. Se opravičujem, dajva še enkrat. To se mi zdi isto, ko sodnik tekmi Slovenija-Nemčija, da najboljšemu igralcu na svetu, Luki Dončiću, tehnično napako v drugi minuti. Kar pomeni, jaz sem pokazal, tle sem jaz šef. In s takim načinom ne moreš nikamor priti. In jaz sem že pred leti predlagal, da bi bil najboljši kandidat za to Milan Kučan, ima visoko spoštovanje, ljudje ga poznajo, ga poslušajo, ima veliko znanja. In tudi primerni zame je bil tudi Danilo Tirk. In napaka, ne, če govorimo o Evropske unije, jaz liderja Evropske unije oziroma liderja velikih držav Evropske unije po Angeli Merkel ne vidim. Ampak gospod Janković, če se vrnemo v domače loge, boste vi potem, Janez Janša je po tem pozivu Dodika, končali smo prispevek s tem, vas izzval, očitno, evo, Zoran Janković bo volil SDS. Zoran Janković ne bo volil SDS, niti slučajno. Zoran Janković bo volil Roberta Goloba. Ampak koliko škode je recimo naredil Robertu Golobu, po vašem mnenju, s tem pozivom Srbom v Sloveniji, da volijo na naslednjih volitvah Janša Dodik? Jaz ne če mu naredil škoda, mogoče mu naredil pa plus s tem pozivom. Mogoče pa naredil plus s tem pozivom. Bomo videli rezultate, ne? Jaz ne vidim tu, to je njegovo mnenje, pozvajo ljudi, ne? Mislite, da Srbi v Sloveniji ne bojo temu sledili, ne bodo volili na naslednjih volitvah Janšo, ampak bodo še naprej, ne vem, volili druge, verjetno tudi Janšo, ampak ne v tako velikem pozivu? Jaz bom pozival, ne sem Srbe v Sloveniji, ampak vse, da volijo Roberta Goloba. Pa da vidimo. Dobro. Glejte, gospod Janković, ena od zadev, ki je burila duhove, je dovoljenje Sveta zdravstvenega doma Ljubljana, da lahko direktorica Pola Susičeva opravlja hkrati delo v svoji zasebni ordinaciji, kot tudi direktorsko mesto v zdravstvenem domu Ljubljana. A ste vi preko članov sveta, 5 je, vsi, ki jih je imenovala občina, soglasovali za to, da lahko še vedno opravlja obe funkciji, v bistvu želeli omogočiti Popla Susičevi, da še naprej ostane dvoživka, čeprav zakon to prepoveduje, in ste pač poskusili, in če mediji tega ne bi opazili, bi pač ona sedela na 2 stolih. Ne, zdaj moramo to najprej čistiti. Svet ima, če se ne motim, 11 članov. 9, 5 jih je imenovala, to sem jaz bral. Ja, pravim, z nikomu nisem govoril. Spoštujem pogum članov sveta zavoda, ko so odločali o pogodbi Tonke Poplas, se ona izločila, je šla ven iz sobe, sprejeli so soglasno odločitev, se pravi tudi državni predstavnik, na podlagi pravnega mnenja, ki so ga imeli pred sabo. Jaz to res spoštujem, zdaj bomo morali spoštujem tudi ministrico, ki mislim, da je na pravi poti, kar je veliko dobrega naredila, najbolj pa pač meni blizu in najboljše je Tonka Poplas. In tudi, ko se je to začelo vrteti, še enkrat poudarjam, nisem z nikomor govoril, ne na vladi, ne članom sveta, in sem se jaz dogovoril, da Tonka Poplas se dobiva, sva se dobila včeraj, in sem povedal, da je mesto Ljubljana, župan Ljubljane, potrebuje na tem mestu v javnem zavodu v zdravstvenem domu Ljubljana 1543 zaposlenih, 421 zdravnikov. Ne pozabiti, da našega zdravstvenega doma sta samo 2 podpirala in se stavkala. Zadovoljstvo zaposlenih 95%. Tonka Poplas je moj nagovor, moj pogovor sprejela in se odločila, da bo stala direktorica zdravstvenega doma Ljubljana, da bo koncesijo, ki ima pri privatnem zavodu, vrnila in da bo tam nehala delati.
in tu je zame konec. Ampak ona je še vedno lastnica in direktorica svojega zasebnega podjetja. Ne vidite tukaj problema? Tukaj mnogi vidijo, da je kljub temu, da se je odločila, da bo ostala direktorica. Ona bo te dve funkcije zapustila. Se pravi, tudi, če vas prav razumem, ste se pogovarjali, da tudi lastništva ne bo več imela v tem zasebnem. Ne bo imela, ne. Dobro. Ampak še to, da razčistimo. Zdaj v bistvu tako, Tonka Poplas, glede na to, kar je naredila v zadnjem mandatu, izjemne uspehe. Mi smo ravno danes imeli, oziroma mi, oni, ne brez mene, pogovore še s 5 zdravniki splošne medicine. 15 smo jih že zaposlili, dajemo tudi stanovanja. In v tem razvojnem mi gradimo zdaj 2 zdravstvena doma, tako Metelkov kot Jaršeč, in dobimo rešeno pritožbo, čakamo še 3. na Viču. Hotel bi, da ta ciklus zaključimo. Zdaj spet bom rekel, tudi vlada Roberta Goloba je tukaj naredila izjemno potezo, ker nam je pred 2 leti dala sklep, da imamo 20 milijonov nepovratnih sredstev za nove domove. In Tonka Poplas se je odločila, da bo to pustila. Sam še en stavek. Ima ta trenutek zdravstveno inšpekcijo, ki je prišla pregledati, kar absolutno spoštujemo, bojo pregledali. Jaz trdim, tle se volil na dr. Pinata, ki je bil pri vas, da meni, da ne more delati, to je, kar ste rekel, da meni tudi, da je zakon slab in je rekel tudi, da papirju ne pozna. Ampak čakamo zdravstveno inšpekcijo in ko bo ona dala odločitev, bo Tonka Poplas prišla, če bo se pobili v tvojemu oddajo, pa pojasnila svoje razloge. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.